To, da je dokument pri tistih, ki so dolžni pripravljati dokumente za nakup določene opreme, nastal dokument, minister za to ve, se ga sooči in se pač priduša, da bo stalo 135 oklepnikov z vso opremo. Vlada je sprejela ustrezno pisno mnenje in ga tudi posredovala državnemu zboru. V njem je obširno povzela dosedanji potek obravnavanega projekta in mnenje zaključila z naslednjimi ugotovitvami. Prvič, sklenjena pogodba ni škodljiva, temveč predstavlja njena izvedba zagotovitev ključnih zmogljivosti za načrtovani razvoj Slovenske vojske, ter obenem pomeni tudi priložnost za domače gospodarstvo. Če bi se retorično vprašal, ali je minister posrednik, poslovni sodelavec Finske Patrie, ki išče po Sloveniji od Elana do drugih firm, Save, Iskre in tako naprej, kjer naj bi delali sezname, kaj da se bo dobavljalo. Jaz sem prepričan, da v tem delu gre za škodljivost, za nedoslednost. Nikjer nobenega podatka ni bilo mogoče ugotoviti, niti je bilo članom odbora prezentirano, kaj je tisto, kar bodo proti dobave, v kakšnem obsegu, kdaj, za kakšno ceno, pravim, razen tega, kar je bilo mogoče zaznati na tem nivoju. Ko ste bili na Ministrstvu za obrambo, ste imeli možnost pogledati v celotno dokumentacijo, da ni nič ostalo skritega. Očitno ste zamenjali odbor za svet stranke, Slovenske demokratske stranke, kjer je bilo 17. junija 2006 očitno razpravljeno o zadevi, ki je bila odločena 12. junija in sicer, da bo finsko podjetje Patria preko posrednika Rotisa dobavljalo oklepnike in sicer svet Slovenske demokratske stranke na sobotni seji v Kranju med drugim ugotovil, da pri nakupu oklepnikov zdaj izbrana ponudba omogoča slovenskemu gospodarstvu vsaj enakovreden razvoj. Pravzaprav je ponudba tistega dela elementov, ki so plod dela slovenskih podjetij, večja, kot pa bi bila, če bi izbrali tistega, ki se predstavlja kot edini primeren, meni predsednik sveta, ki je poudaril, da sistemska tehnika ni v slovenski lasti, ampak je to ameriško podjetje in da so vsi, ki pri projektu sodelujejo, zagotovili, da se bo odprlo več delovnih mest. Predvsem pa je izbrana ponudba precej cenejša in po vseh strokovnih merilih veliko bolj ugodna od ponudnikov ponudbe sistemske tehnike, je dejal. Cilj je predvsem ta, da enkrat končno javnosti spregovorimo širše, kot smo to opravljali na odboru za obrambo, na odprtih in zaprtih sejah, o vrednosti tega posla, ali je res 8 stoletja, glede na učinke, ki jih prinaša, in ali je res vreden tega denarja. Denarja, ki ga vemo, ki je bil zapisan, ki je krožil v javnosti, do katerega se je tudi minister sproti opredeljeval in dajal določena zagotovila. Lepo vas prosim, mi smo na zahtevo poslancev lahko prišli kot odbor na nujni seji 26.6. do prve informacije strani ministrstva. Ena od strank je pa razpravljala in je imela očitno na vpogled tudi podatke, lahko je primerjala. Je že to razpravljala takrat. Glede vpogleda v poslovne skrivnosti sem povedal, da je šlo za prvi primer v slovenski pravni praksi, da podlaga je bila v zakonu o gospodarskih, oziroma je v zakonu o gospodarskih družbah, da kljub še vedno veljavni prepovedi Patrije smo ta vpogled dovolili pooblaščenim osebam, to ste vi poslanci, in da smatram, da nismo onemogočili parlamentarnega nadzora v zvezi s tem postopkom in v zvezi s tem razpisom.